Evo, danes bom stehtal ta avto. Uporabljal bom Motorsport Grade vage. To pomeni, da bom pač lahko stehtal vsako kolo posebej. S tem bom dobil skupno težo avta. Vedel bom pa tudi, kakšna je razporeditev teže med vsakim od 4 koles. Zato uporabim kar nekaj opreme. Glavni del opreme so seveda vage z računalnikom, ki bojo pač stehtale avto. Ta računalnik pomaga pri predstavi, kje kolo nosi več teže, pa tudi računa razmerja, kot so razmerje med sprednjo in zadnjo osjo. Te vage so draga oprema, cena takega seta je okoli 1500 evrov. Ima pa vsaka izmed njih dva senzorja obremenitve, tako imenovani load cell in pa pač konektor. Označene so pa tudi z pozicijo. Te vage je treba obremenjevati samo aksialno navzdol, nikakor prečno ali z rotacijo. Zato je pa treba najprej označiti pozicijo avta. To sem pa pomagal s temi tow platami. Enostavno bom na željeni poziciji avta začrtal sredino kolesa in na ta zunanji rob pride zunanji rob vage. Potem se bom pa z avtom zapeljal na vage, zato ker če bi avto dvignil pa spustil na vage, bi se zmetenje hotelo pač posest, to bi pa povzročalo tudi sile prečno, pa zna biti, da tudi kako rotacijsko silo in s tem bi tvegal, da pač poškodujem te drage vage. Leseni kloc mi pomaga, da iz race rampe avto ne pade tu vmes, to se izkaza, da pač deluje. Evo, zdaj pa čas, da avto nastavim na pozicijo, na kateri ga bom vagal, potem ga bom zapeljal nazaj, pripravil vage in ga zapeljal na vage. Vaga mora biti na sredini kolesa, pa jih toliko ven, da lahko pač vklopim konektor v njo. Tu ni treba biti natančen na milimetre, je pa vseeno fino, da je kolo nekje na sredini med obema load celicama. Ena je tukaj, ena je pa prišraufana z druge strani poleg nje. Prva stvar, na katero moramo paziti, ko postavljamo vage, je ta, da je podlaga pod njo čista. Tu ne sme biti nobenih kamenčkov. Vse je pomembno, da so vse vage v enakem nivoju. Zato, ker tehtamo vsak vogal avta posebej, je ful pomembno to, da so vse vage v istem nivoju. Po potrebi jih pač podlagam z milimetrskimi kosi pleha. Na srečo sem na betonskih tleh, ki so bila pač polirana, to pomeni, da so ful ravna. In za referenco imam klasično gradbeniško vodno vago, pa tudi moj univerzalni merilec kota. Tako da vse, kar je manj kot 0,1 stopinje, je pomeni, da so vage v OK ravnini za vaganje avtomobila. Ker me zanima dejansko obremenitev vsakega vogala kolesa, je pa tudi pomembno to, da so tlaki na vsakem kolesu takšni, kot bojo med vožnjo. To je setup za vaganje avta. Race rampe, kloc in vaga. Vsaka vaga je priklopljena na svoj kabel, ki je pa pač tudi označen, kamor gre. To so 4-žilni kabli z silikonskim ovojem. To pomeni, da so zelo mehki in nikakor ne smeš z avtom čez peljati, pa tudi ni fajn, da hodiš po njih, zato ker se lahko pač poškodujejo. Zato jih je nujno treba napeljati tako, da ni šans, da ga z avtom povoziš. Računalnik je vklopljen in v bistvu pripravljen, da nam pokaže vrednosti. Zdaj pa čas, da zapeljem avto na vage, pa vidimo, kak je rezultat. Osnovna meritev je ta, da ti za vsako kolo pove, koliko je pač kil na njem. Seštevek je 1290 kil. Je pa standard problem na teh avtih, da imaš zadaj levo vedno preveč kil. In zato pride v praksi vedno zadnja leva fedra malo krajša kot zadnja desna, da zadnja desna več kil nosi. Potem imaš pa tukaj ta razmerja. Ta razmerja je pa koliko je pač na levi strani avta kil, koliko je zadaj kil, na zadnji osi pa tudi njen procent, pa to koliko je pač na teži diagonali kil. In to je desna sprednja pa zadnja leva je pač 53%. Ta rezultat ni lih optimalen,
ampak glede na to, da se avto ful dobro vozi, ne bom nič spremenil na podvozju, je pa dobro imeti baseline, ker bo kmalu na vrsti nova E36 za ves setup in tisto avto bi rad v osnovi naštelal, pač, da bo out of the box čim boljši na progi in da imam kontrolo na čim več parametri. 1290 kg je ok teža. Avto vagam z 215 gumo, ki je pač standard za ta avto spredaj, zadaj so pa 265 18-ke, ki jih pač uporabljam za tekmovanja in je to v bistvu kill mode za ta avto. To je največja guma, ki gre na ta avto, omejuje pa pač širina blatnikov. Pazi voiceover, 1390 kg z voznikom in polovico tanka ni lih lahka kategorija. 60 kg razlike v obremenitvi med zadnjima kolesoma pa ni optimalen rezultat. Ampak je handling avta kljub tem številkam zelo dober. Takšni meritvi pa lahko botruje tudi to, da je zadnja desna guma bila bolj obrabljena kot leva, kot vidite na naslednjih slikah. Naslednji kandidat za tehtanje je od Claudie E30. To je avto z M52 2,5 litrskim motorjem. To je alublok, aluglava, navaden v bistvu 323 motor. Situacija je pa taka, da je skupna teža 1125 kg z voznico in dobrega pol tanka goriva. Tako da ta avto precej lažje od E36. Pričakovano je pa tudi to, da je na zadnji osi samo 43,25 ali pa samo 43% teže. To pomeni, da je celih 57% teže na sprednji osi, zato pa E30 dosti lažje vrti zadnja kolesa kot E36, ker ima zadaj manj kil. Zadaj na vsakem kolesu je 250 oziroma malo manj kot 100 kg, medtem ko vsako sprednjo kolo nosi več kot 300 kg. Je pa trenutno cross razmerje točno 50%. Tako da ona je obremenjena diagonala, po diagonalah točno vsaka diagonala nosi 50%, kar je zelo redko out of the box, sploh pa na avtu, ko ni na gevindah, ampak sam na športnih fedrah. Torej, tehtanje avtomobilov je postopek, ki zahteva kar nekaj priprave, pove nam skupno težo avtomobila in pa obremenitev posameznih koles. To ni končni zakon, ki določa, kako se avto pelje. Kljub temu, da s tem postopkom izvemo posamično obremenitev kolesa, nam ne pove dosti o trdoti vzmeti, polarnih masah v avtu in pa ostalem setupu, kar se tiče optike. To je statična meritev, ki nam je v pomoč za neko osnovno nastavitev obremenitve koles, pa tudi za planiranje nadaljnih predelav, kot so premikanje akumulatorja, hladilnih sistemov, sovoznikovega sedeža in ostale opreme. To je pa to, upam, da ste se z tega videa kaj naučili. Hvala za ogled, z vami sem bil Erik in se vidimo v naslednjem videu.